Torej, lep pozdrav vsem še z naše strani. Veseli me dejansko, da lahko imam čast, da sodelujem danes na predstavitvi knjige dr. Andreja Benedejčiča, ki sedi tukaj poleg mene. Na kratko bova predstavila knjigo, predvsem pa bova se ukvarjala z vprašanjem, kako pomembna je ta knjiga v trenutnih časih, ter seveda, kar je ključno vprašanje, kaj lahko tudi ta knjiga prispeva k razumevanju celotne situacije, s katero se srečuje danes Evropa in globalen svet. In da ne bom jaz predolg, drugače na kratko, da se predstavim, Boštjan Udovic, Fakultete za družbene vede. Bi dr. Benedejčič vam dal kar takoj besedo, pa vas vprašal, zakaj človeka, kako ne rečem, zagrabi strast, da napiše, konec koncev knjiga je relativno zelo debela, jaz sem jo natančno prebral, tudi zelo bogata z informacijami, bogata z prvimi literarnimi prevodi nekaterih pesmi v slovenščino. Skratka, zakaj se človek sploh tega loti na tak način? Ja, najlepša hvala za vprašanje. Dejansko knjiga odraža en paradoks, ki sem ga opravil v praksi, se pravi v okviru svojih diplomatskih dosedanjih angažmajev. Namreč videl sem še posebej v okviru multilateralnih forumov, da vedno obstaja nek odnos med diplomati iz slovanskih držav, neko medsebojno prepoznavanje, ki pa se sicer potem ne nujno pokaže tudi pri kakšnem konkretnem projektu. To sem potem tudi opazil na poseben način pa recimo med svojim službovanjem v Moskvi, ko me je zafascinirala razlika med tem, kako do slovanskega sveta na eni strani pristopa uradna administracija, in sicer zelo previdno in zadržano, na drugi strani pa recimo navadni ljudje, ki imajo do tega izrazito tak čustven odnos. In zato sem se odločil, da poskušam nekako ta paradoks, to vprašanje medsebojnih razmerij, medsebojnih pogledov nekako razčistiti v eni knjigi, ki je pa pač zdaj tudi tukaj pred nami. Rekli ste, da je razlika da v Moskvi ste spoznali razliko med gledanjem administracije pa, kako ne rečem, vsakdanjih ljudi. Kako se kaže, k čemu pripisujete to razliko? To je ena od stvari, ki moram priznati, me je presenetila, ko sem to raziskavo opravil, ko sem to knjigo napisal. In sicer, da zgodovinsko gledano v Rusiji dejansko obstaja, kar se tiče uradnega Kremlja, izrazito zadržan odnos do slovanstva kot pojava. To je seveda paradoksalno v tem smislu, da je splošna percepcija drugačna, da ravno uradna Moskva podpira, bom rekel, ta pristop. Dejansko pa je že od carskih časov naprej Rusija kot stara država do tega pojava zadržana. Ruske oblasti rade sebe vidijo kot nadnacionalne in Rusijo kot večetnično državo. Po drugi strani pa navadno prebivalstvo, ko govorimo o etničnih Rusih, sebe v tem prepoznajo, vendar pa, kot rečeno, imamo pravka staro državo, kjer pač te državne strukture na koncu tudi prevagajo. Tako da ena od ugotovitev knjige je pač ta, da slovanstvo kot pojav, kar se tiče ruske diplomacije, je izrazito redek in ga lahko opazimo samo v primerih, ko prihaja do notranjih sprememb v Rusiji, do recimo tega, da pride do izraza populizem, da populizem celo prevzame oblast, ali pa v primeru trenutkov, ko je dejansko ogrožena sama eksistenca države kot takšne, kar smo recimo videli v času druge svetovne vojne. Če se vrnemo še malo k točki dejansko v navednicah navadnih ljudi, ki slovanstvo nekako čustveno dojemajo. Kako se kaže ta čustvena dojemanost? Govorimo o dojemanosti slovanstva ali imajo kakšno preferenco, katere slovanske države ali kulture so jim bliže? No, najprej povem, da seveda izkušnja Moskve kot takšne je še posebej za Slovence izredno zanimiva. Mi živimo v gorati državi, nekako smo, če tu čutimo se deloma utesnjene, vedno nas obkrožajo večji sosedi. V Moskvi pa imate praktično 15 milijonov prebivalcev, ste praktično v enem slovanskem morju, če tako rečem. In na tej ravni, kar se tiče navadnih ljudi, je avtomatična prepoznavnost. Kako ne vam rečem, na enem dogodku sem srečal gospo, ki je rekla, zakaj je prišla na slovenski dogodek, in je rekla, da je prišla zato, ne da bi kaj kupila ali kar drugega, ampak enostavno zato, ker smo jim podobni in ker smo jim zato všeč.
Skratka, na ravni navadnih ljudi je avtomatično ta, bom rekel, identifikacija. Res pa je, da seveda so vedno presenečeni, ko ugotovijo, da mi nismo pravoslavni. Skratka, smo jim všeč, ampak ta všečnost nekako je včasih oboje smerna. Tudi v Sloveniji imamo včasih občutek, da smo jim všeč in da nas imajo radi in pridejo radi na kapelico pod Vršičem. Kaj pa ta izkušnja dejansko na splošno razumevanja slovanstva izven Rusije? Imate tudi bogate izkušnje. Kako se ta zgodba, recimo, ne vem, bili ste veleposlanik na Dunaju, ali tam lahko občutimo kakšno pri Organizaciji za sodelovanje in varnost v Evropi, ali lahko občutimo kakšen vpliv slovanstva, ali je to zgodba, ki je bolj neka idilična zgodba 19. stoletja? No, Dunaj je vsekakor zanimiva lokacija. Jernej Kopitar je dejansko mislil, da bo Dunaj center Avstrije, ki jo pač tudi prepoznal kot deloma slovansko državo, Habsburško monarhijo. Tudi sicer je slovanska ideja manjših slovanskih narodov. To ni ruska ideja. To je ideja, ki se je rodila v bistvu na Slovaškem in sicer kot reakcija na ukrepe madžarskih oblasti, ki so pa same reagirale na reforme Jožefa II., ki je začel izrinjati latinščino iz državne uprave in jo zamenjavati z nemščino. In potem v reakciji na te poteze pride do identitetnih politik v Habsburškem cesarstvu. In Slovaki, ki so se čutili ogrožene, so začeli iskati zaveznike drugje v sebi podobnih narodih, ki so bili pa slovanski narodi. In zato je dejansko oče ideje slovanske vzajemnosti Jan Kolar, se pravi slovaški protestantski duhovnik, ki je tudi skoval ta pojem slovanske vzajemnosti in ki je tudi napisal znamenito razpravo o vzajemnosti med plemeni slovanskega naroda, ker je smatral, da je en narod, ki pa pač razdeljen na različna plemena. Če morda zdaj slovanstvo, začeli ste že sami z razpravo o pomenu slovanstva, bom rekel v Avstriji, oziroma danes bi rekli temu lahko mogoče v Evropski uniji, pa me zanima, včasih dobimo ta občutek, zdaj recimo Evropska unija je sestavljena iz 3 kultur ali pa kulturnih skupin, slovanske, germanske pa romanske. Včasih vsaj jaz dobim ta občutek tega tako imenovanega unič dajanja tega slovanstva. Skratka, mi smo bolj ubogi, bolj revni, nismo kos, nimamo dosežkov takih, kot ima germanska ali pa romanska kultura. Skratka, nekako, ne bom rekel, da pomilujemo sami sebe, ampak deluje tako, kot da se ne znamo pohvaliti s tem, kar imamo. Imate vi isti občutek? Vsekakor je ta primerjava z 19. stoletjem zanimiva. Je bila tudi narejena strani recimo ameriških zgodovinarjev v smislu tega, da je povprečna velikost države članice EU približno podobna povprečni velikosti ene kneževine ali pa, bom rekel, vojvodine v okviru Habsburškega cesarstva. Ampak v Habsburskem cesarstvu je še posebej v prvi polovici 19. stoletja prišlo do reakcije ravno v odzivu na to identitetno politiko, ki jo je takrat vodil Dunaj v smislu poudarjanja nemščine in pa v smislu neke tihe germanizacije strani Františka Palackega. To je bil znani češki zgodovinar, ki se je zapisal v zgodovino s tem, da je zavrnil sodelovanje na znanem Frankfurtskem kongresu leta 1848 v okviru tako imenovane pomladi narodov in je tudi napisal, zakaj se ne odziva na tisto povabilo. Med drugim je rekel, da zato, ker je Čeh in torej Slovan, in drugič zato, ker verjame, da Avstrija mora ostati takšna, kot je, se pravi država vseh svojih narodnosti, in da je Avstrija tudi v bistvu deloma slovanska država in da bi bilo dobro, če se Dunaj tega zave in da ne izpodriva sam sebi svoje temelje s tem, ko gre v bistvu s to identitetno politiko v napačno smer. Se pravi, ta paralela se lahko naredi, seveda so pa vendarle nastavki trenutno v Evropski uniji drugačni, upajmo, da tako. Čeprav bi pa tukaj rad opozoril na eno drugo stvar, ki je Palacki izpostavil. Rekel je, da je z desetletji Dunaj pozabil na dogovore, ki so bili doseženi, ko se ustvarjala monarhija. In zdaj, če povzamem to in delam eno primerjavo z EU, bi rekel, da je zelo pomembno, da v naslednjih desetletjih EU tudi ne bo pozabila temelje, na katerih je zrasla. Ampak se vam zdi, bom še malo bolj izzivalen, da so Slovani, ko so vstopili, torej slovanski živelj, leta 2004 večina slovanskih držav oziroma vse slovanske države so prišle v trenutno v Evropsko unijo 2004, razen Hrvaške, ki je prišla malce pozneje, pa Bolgarije.
A se vam zdi, da je slučajno prišlo v Evropski uniji do neke situacije, kjer imamo, kako ne rečem, države prvega reda pa države drugega reda in da so se slovanske države samostojno postavile v države drugega reda? Ali je to samo moj občutek, pa ga ne delite z menoj? To je zelo zanimiva misel. Ne? Če bi recimo bil zdaj tukaj z nama Lamanski, ki je pa znan ruski panslavist iz konca 19. stoletja, bi rekel, da Slovani tako ali tako nimajo kaj početi v EU, ker bi bila z njegovega stališča EU definirana kot germanska oziroma frankovska, bi on rekel, frankovski projekt. Kajti on je pač delil ta svet zahodni na romansko-germanskega, pri čemer pa je smatral, da so vsi tako ali tako Franki, eni vzhodni, drugi pa pač zahodni. In da se samo menjavajo med sabo na oblasti in da tretji člen, v tem primeru Slovani, tukaj nima česa početi. Ampak vendarle, zdi se mi, da v tej konstelaciji, ki jo vidimo zdaj, vidimo, da obstaja ena država med temi novimi, in to je definitivno Poljska. Pri čemer je pa treba vedeti, da je vse do skoraj do konca 19. stoletja Poljska tudi sicer veljala za srčiko slovanstva in za glavno slovansko državo, poljščina za najbolj imeniten slovanski jezik in ruščina je recimo svojo veljavo pridobila generalno šele v 20. stoletju in tudi zaradi tega na vseh slovanskih kongresih, ki so se dogajali tudi recimo do začetka Prve svetovne vojne, ni moglo priti do dogovora o tem, da bi ruščina imela nekako primat med slovanskimi jeziki, ker so ostali govorili, naj se najprej dokaže na globalnem polju. To pomeni, da smo še zmeraj nekako v isti situaciji. Skratka, naj se najprej dokažemo, šele potem nas bojo enakomerno sprejeli. Jaz mislim, da smo še vedno v situaciji medsebojne razprave med Slovani, kdo je prvi med enakimi. Ne? In to, kar se recimo dogaja pa letos, je pa izredno zanimivo, ker se tiče pozicije Poljske. Kot veste, je na Poljskem več kot milijon beguncev iz Ukrajine, še posebej iz njenega vzhodnega dela. Ogromno je otrok, ki jih je poljska država vse vzela v tudi svoje šole. Nekje so poljske šole zdaj za tretjino večje, kot so bile pred izbruhom krize. Ker pomeni, da ko se bo ta situacija na neki točki umirila, in umirila se seveda bo, kot se vedno vse, bo prišlo nazaj v Ukrajino, bo prišla nova generacija ljudi, ki bodo pa tudi tekoče znali poljsko. Ker je pa v bistvu ena situacija, ki se v tistem delu Evrope poznali v 17., 18. in 19. stoletju, ko smo v bistvu govorili o političnem konceptu poljskega naroda. Skratka, omenili ste Poljsko, nekako, če omenimo še recimo, stanemo v srednji Evropi, Češko, Slovaško, Slovenijo, Hrvaško kot slovanske države, lahko te 4 države, če Poljsko izključimo, ker je malo večja od ostalih, ki so relativno manjše, prispevajo aktivno. Namreč profesor Simoniti je v enem članku leta 2012 napisal, da je glavna napaka novih držav članic, da se ne zavedajo pomena, da morajo soprispevati k izgradnji Evropske unije. Skratka, da pasivno sprejemajo vse to, kar so že drugi postavili, same pa ne naredijo velikega koraka naprej. Ta kritika dr. Simonitija mi je znana, največja ironija pa je, da v nekem smislu sopada s kritiko teh istih držav strani znanega evrazista Aleksandra Dugina. Aleksandra Dugin namreč deli Slovane na dva pola, na zahodne in vzhodne. Zahodni so nedržavotvorni, vzhodni so državotvorni. Zahodni samo kopirajo zahodne modele, vzhodni pa ustvarjajo lastno civilizacijo. In v tem smislu je on celo pripisal uspeh recimo te velike poljsko-litovske države izključno temu faktorju, da je bil v njej tudi nezahodno, rečemo, slovanski element, in sicer Litovci. Jaz se, bom rekel, s takim malodušnim pristopom do našega dela slovanstva ne strinjam. Jaz mislim, da je tukaj precej več energije, navsezadnje tudi intelektualne, navsezadnje samo pojem slovanske ideje je bil rojen tukaj. Je pa res, in to pa se vedno ponavlja v literaturi, če berete teh tudi slovanskih mislecev, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, da je med Slovani ogromno tekmovalnosti, da izjemno radi v nič dajemo drug drugega, da drug drugega ne spoštujemo, da je ena taka, kako bi rekel, odnos ljubezni in sovraštva, ne, ki ga dejansko včasih tudi vidite v bilateralnih odnosih med državami, bom rekel tudi tako bivše Jugoslavije. In to se je vedno smatralo za nekaj, kar je treba preseči. Vedno pa potem tukaj pride do tega, da
trenutki, ko pride do tega preseganja, so pa povezani z tako imenovanim drugim, z Zahodom. Ko pride do preseganja zaradi nevarnosti, ki prihaja od neslovanske strani, praviloma zahodne. No, to tudi izvor znanega češko-slovaškega oziroma češkega vica, no, šale izpred druge svetovne vojne, ko en Čeh vpraša drugega, ti, kdo je največji Slovan na svetu? In tam odgovori, ja, kdo? Adolf Hitler. In ta drugi ga vpraša, zakaj pa tako misliš? Je rekel, ker je združil vse Slovane. Rekli ste, da je Poljska nekje, bi rekel človek, neka, lahko bi rekli, v tej srednji Evropi zibelka slovanstva, čeprav zato sicer razumemo bolj Rusko federacijo oziroma Rusijo. Pa me zanima, se vam zdi, da sploh obstaja realno danes neko slovanstvo? Smo v 21. stoletju, govorimo o globalnih identitetah, sami opozarjate na spremenjene identitetne politike. Torej, je to nek koncept, ki sploh danes še relevanten, ali je to neko, bi rekel, preteklo oziroma jokanje ali vzdihovanje za čudovito preteklostjo, ki je zares nikoli ni bilo? Ena od zanimivih izkušenj pri pisanju te knjige je, da pri Slovanih ta tematika vedno izvabi emocionalen odziv. Ne nujno pozitiven, ampak vedno ga izvabi. Ne? In paradoks, ne, z mojega stališča je pa v tem, da kakršenkoli izziv, čim je čustven, potrjuje tezo, da je slovanstvo relevanten faktor. Ker izvablja čustvene odzive in ker se ljudje pač v tem prepoznavajo. Kar se pa tiče, bom rekel, relevantnosti, bi pa rad opozoril, da dejansko vsi konflikti, s katerimi smo soočeni od leta 1991, od konca hladne vojne v Evropi, so v bistvu medslovanski konflikti. Začnemo z Jugoslavijo, potem nadaljujemo deloma z Ukrajino in zdaj za polno invazijo. Se pravi, dejansko gre pri tej novi krizi med Zahodom in Vzhodom za medslovanski konflikt. In če tu vprašam, torej je slovanstvo krivo za to, da imamo konflikte? Ne slovanstvo samo po sebi, ampak izhodišča, ki jih imamo. A imamo nastavke, da smo pač bolj konfliktne narave? En od bolj zanimivih dogodkov v, bom rekel, zgodovini, bom rekel, slovanske misli je vsekakor slovanski kongres, ki je v bistvu neformalen. Morate vedeti, da od vseh slovanskih kongresov je bil edini formalni tisti, ki se je zgodil leta 1946 v Beogradu. Vsi ostali so bili neformalni. Ampak tisti, ki se je zgodil leta 1867 v Moskvi, je izredno zanimiv, zaradi tega, ker je ta isti Lamanski, takrat je še pisal doktorat, se odločil, da bo uporabil eno od srečanj med temi predstavniki slovanskih narodov, da testira neko idejo. Ne? In on je pustil, da med sabo razpravljajo, same pa sedel v kotu in si delal zabeležke. In na podlagi tega je on prišel do sklepa, da mora postati ruščina prvi med enakimi jeziki, ampak ne zaradi njegovih nekih, bom rekel, imperialnih teženj, ampak zaradi tega, ker je opazil, da obstajajo med Slovani, kot je on napisal, mali imperializmi. On je rekel, neprestano prihajajo k meni, recimo predstavniki Srbov, in me prepričujejo, naj Rusi njim pomagajo, da prepričajo Bolgare, ne govorijo srbsko. Potem pravi, Poljaki nas prepričujejo, ne prepričajo Ukrajince, ne govorijo poljsko in tako naprej. In je rekel, ampak kaj v bistvu ti narodi pridobijo med sabo, ne, če jih govori ta njihov jezik samo še par milijonov več, če so pa soočeni na svojih mejah z velikimi narodi, z velikimi jeziki. In zato je bil njegov predlog, da naj se prekine s temi medsebojnimi imperializmi tudi na ta način, da pride do dogovora, da naj ruščina postane diplomatski medslovanski jezik, ki ga znajo vsi, in torej potem nihče več ne vsiljuje svojega drugim, in hkrati imajo vsi Slovani potem en jezik, za katerega pričakujejo, da se ga bodo tujci naučili, namesto da, kot je pisal Lamanski, se mi vsi učimo jezike teh Frankov, teh Romanov, teh in tako naprej. Ne. Tako da, če zdaj poskušam odgovoriti na vprašanje, ampak spomni me, prosim, ker sem... Bolje vprašanje bilo o tem, ali imamo kakšne konfliktne nastavke, ker smo Slovani. Malce provokativno. Hočem reči, ti nastavke so bile prepoznani že
že z strani Lamanskega. Usmerjeni so pa v to, da nimamo razčiščeno med sabo to, kdo je kaj in kdo je lahko kdo. Ne? In tudi zato pride leta 1910 na Slovanskem kongresu v Sofiji do znamenite fraze, da noben Slovan ne mora odlekati identitete drugemu. In zato je to, kar se danes dogaja v Ukrajini, tako izrazito paradoksalno in tako izrazito neslovansko. V bistvu ruska invazija je sama po sebi izrazito neslovanska poteza s stališča vseh teh slovanskih kongresov in razprav, ki so se dogajale doslej. Odrekati identiteto Ukrajincem je neslovanska poteza. Odrekati tudi recimo dejstvo, da tudi rusofoni Ukrajinci sebe čutijo za Ukrajince, je zopet neslovanska poteza. In upati je, da bo tudi skozi to krizo končno prišlo do neke kristalizacije medsebojnih razmerij. Moja skrb edina je, da nas čaka mogoče še ena taka, bom rekel tak, pogovor, mogoče z orožjem, to je pa na relaciji med Rusijo in pa Belorusijo. Kaj pa vprašanje, ki se dotika, ne, rekli ste, ok, ampak gremo korak nazaj. Ta neslovanska poteza Rusije do Ukrajine, kot ste jo označili, ne, se nekako sklada s tem, kar ste na začetku rekli, da Kremelj gleda globalno in ne razume slovanstva. Skratka, to bi bilo bolj na ravni med ljudmi razumevanje, da je to neslovanska poteza. Kremelj razmišlja drugače in pač vidi samo svoje parcialne interese, ko vrši agresijo na Ukrajino, čeprav razumem. Drži, Kremelj to vidi tako, njegovi vojaki pa drugače. In zato so izrazito zanimivi vsi pogovori z še posebej ruskimi vojaki, ki so se predali ukrajinski strani že prva 2 tedna invazije. Ne, oni so bili ogorčeni, tudi ko so imeli potem pogovore z novinarji, da niso vedeli, kam grejo, da ne vejo, kaj tukaj počnejo in da se z Ukrajinci v bistvu nočejo boriti. V bistvu tragedija tega, kar se dogaja zdaj, pa je, da skozi to vojno tudi tisti, ki se nočejo boriti, potem doživijo te, bom rekel, travmatične izkušnje in potem dobi vojna neko svojo logiko. Ampak pravim, da tudi skozi to se bo na koncu moralo nekaj skristalizirati, med drugim tudi priznanje Rusov na kakršnikoli ravni že, da Ukrajina je in ima pravico do obstoja. Kajti Ukrajinci so že v preteklosti radi govorili, da se demokratičnost ruskih demokratov ponovadi konča pri Ukrajini. Vprašanje, ki se dotika mogoče malo bolj knjige, pa se malo umikava dejansko iz dnevne politike. V knjigi je izjemno veliko literarnih prevodov, del, ki so prvič prevedena v slovenščino, ali pa prevodi, ki sem si jih sam drznil označiti, kot mogoče boljši od obstoječih. Kaj dejansko to pomeni? Zakaj ste se tega lotili? Torej na tak način, da ste se lotili, to literarno prevajanje tekstov iz ruščine je seveda, oziroma literarnih besedil izjemno zahtevno. Niste bili zadovoljni, ste želeli razširiti poznavanje v Sloveniji. Kaj je bilo dejansko, kaj je bil glavni namen teh, ker to je zahtevno delo, ne? No, najprej, najlepša hvala za ta kompliment. Res pa je, da nekatera od teh del sploh niso bila prevedena v slovenščino, ne? Če govorimo recimo o opusu Tjučeva, njegova znamenita pesnitev Slovanom v slovenščino nikoli ni bila prevedena, ker ko je Josip Vidmar prevajal tisto knjigo, je ravno se že zgodil Informbiro in je moral zelo pazljivo izbirati pesmi, ki jih je dejansko prevajal. Po drugi strani recimo so tudi manj znane pesmi recimo poljskih pesnikov, ki so posvečene slovanstvu. Ampak seveda v literaturi doslej je bilo to nekako spregledano. Če pa to povežete, če to nekako najdete, pa vidite, da je to obstajalo in seveda skozi pesniški jezik pa najbolj začutite, kaj dejansko avtor želi povedati, ne? Tako da jaz upam, da sem na ta način uspel tudi prenesti ta čustva, ki so obstajala že v preteklosti in ki verjamem, da obstajajo tudi še vedno in bomo z njimi soočeni tudi v prihodnje. Sprašujem to tudi zaradi tega, ker se mi zdi pomembni te prevodi, se mi zdijo izjemno pomembni tudi z vidika kulturne diplomacije, skratka spoznavanja tradicije in kulture. In tukaj zdaj odpiram novo vprašanje. Ob ruski agresiji na Ukrajino smo bili priča različnim, kako ne rečem, sankcijam, če sem dokaj blag, zoper rusko umetnike, zoper rusko literaturo, zoper rusko kulturo. Ne bom se dotikal umetnikov, ki tako ali drugače so ali niso podpirali režima. Vprašal pa vas bom dejansko, menite, da so kakšni ukrepi kakšnih državnih oblasti, da se ruski klasiki, Dostojevski,
Tolstoj in vsi ostali, Lermontov in vsi ostali, ki so bili ruska klasika, ki smo jih na Zahodu poznali in se danes izključujejo v nekaterih državah iz šolskih programov. Menite, da je to prava pot? Simbolično gotovo to nekaj pomeni, ampak na dolgi rok? No, ruski klasiki, še posebej 19. stoletja, za njih je značilen izrazito ambivalenten odnos do oblasti, v bistvu kritike oblasti kot takšne. Jaz mislim, da imajo v tem smislu eno univerzalno sporočilo in da bodo kot takšni tudi na dolgi rok seveda obstali. Kar se tiče pa sicer kulturnega sodelovanja kot takšnega, bi pa rad samo spomnil, da pri nas leta 1941, ko je prišlo do vojne, do okupacije, so se pač kulturniki odločili za kulturni molk. In v tem smislu poteze kulturnikov tudi ne moremo obravnavati kot enostavno izvzete in nad politiko. In v tem smislu je tudi pomembno, kako se odvija razprava znotraj kulturniške in intelektualne scene v Moskvi. Je pa res seveda, da je ta razprava obremenjena z dejstvom, da gre, kot sem že rekel, za eno staro državo, z enimi starimi vzorci obnašanja in za privzgojeno lojalnostjo do države kot takšne. Morate vedeti, da v ruskih šolah že v samem začetku, že prvih 2-3 letih šolanja na osnovni šoli se vedno poudarja to grozovito izkušnjo mongolske okupacije, tako imenovanega mongolskega jarma in s tem povezano zgodovinsko lekcijo, da do tega je prišlo zato, ker so bili knezi razdeljeni, zato pa moramo biti skupaj, da nas znova ne pokorijo. In tu je v bistvu en od teh, bom rekel, izzivov pri nadaljnih stikih z Rusko federacijo, tudi za tisto opozicijo, ki obstaja, da se jo prepriča, da ni dejansko zdaj pod vprašanjem obstoj celotne države kot takšne, ker sicer imamo dejansko problem na intelektualni ravni z sogovorniki. Vprašanje, ki se seveda postavlja, je v odnosu do slovanstva, slovenska pozicija v tem slovanstvu. Skratka, tudi tega se dotikate v knjigi, malce obravnavate. Me zanima, kje smo mi s tem slovanstvom. Včasih se malo tolčemo po prstih, pogostokrat se ne tolčemo po prstih, včasih nam je malo nerodno. Skratka, kako bi ocenili, malo nihamo v zadnjih 200 letih, ampak recimo po osamosvojitvi smo to razumeli kot prednost, slabost, kaj se je s tem dogajalo? No, to nihanje v odnosu do slovanstva je značilno za vse slovanske narode. V bistvu ravno to nihanje je ena od tem te knjige, kjer razlaga razloge za takšno nihanje. Tudi v slovenskem primeru je prišlo do tega nihanja. In te nihaji so lahko zelo opazni. Recimo, če imate še med drugo svetovno vojno izrazite pozive k solidarnosti in naslanjanje na velikega brata na vzhodu, leta 1948 med Informbirojem pride do hitrega reza, pri čemer je treba vedeti, da je bila Slovenija med vsemi republikami bivše Jugoslavije daleč najbolj lojalna Titu. Tukaj so čistke najmanj zarezale, najbolj so pa zarezale recimo v Črni gori. Potem imate en tak, bom rekel, odmik od tega slovanstva, ki ga potem opazite tudi v naši literaturi, vse dokler ne pridemo do tako imenovanega venetovanja. Potem pride do osamosvojitve in potem pridemo do razočaranja na naši poti v evroatlantske integracije, do tega, da smo zavrnjeni za prvi krog širitve NATO, do tega, da naenkrat se čutimo izseljevane, kar se tiče včlanjevanja EU, do tega, da čutimo, da je pod vprašanjem celo naša zahodna meja. In v tem kontekstu je potem treba tudi razumeti in videti potem ta ponovno zanimanje Slovenije za ta, bom rekel, za ta vzhod, za tega, bom rekel, tega brata nekje idealiziranega, moram poudariti, idealiziranega na vzhodu, ker on nas ne nujno ne vidi na ta način. V bistvu ena od, še posebej za Slovenca, ena od odšokov obiska v Moskvi vedno je, kako ljubijo in navezani so Rusi recimo na Italijo. Kako s ponosom povejo, da so v bistvu arhitekti, ki so zgradili Kremelj, Italijani in da so zato tudi podobna ta obzidja tistim, ki jih vidite v Firencah. To pa pravim zaradi tega, ker seveda vedno pride do reakcij na naši strani tudi glede na to, kaj se dogaja na Zahodu. In seveda zadnje volitve v Italiji so z tega stališča, čisto akademsko zdaj govorim, zanimive. Zanimivo bo videti, kako se bo Rim zdaj obnašal v prihodnje in kakšne reakcije bo potem to tudi povzročilo v Ljubljani.
omenili ste to slovanstvo pa odnos do velikega brata. Kaj pa odnos slovanstva do manjših bratov, do Poljakov, Čehov, Slovakov? Te smo zlasti v 90-ih zelo močno gledali z viška, tudi danes še zmeraj obstaja neko zadržanost do teh držav. Se vam zdi dejansko, da je slovanstvo pri nas v naši mentaliteti, v naših možganih nekako vcepljeno samo na vezavi na Rusko federacijo, vse ostale slovanske narode, bodisi južnoslovanske, osrednje, kako ne rečem, evropske ali kakorkoli, pa malce bežimo od njih, ali je to... To je zopet odvisno popolnoma od časovnega obdobja. Poljska, moram povedati še posebej, v bistvu vidite že v slovenski notranji politiki, da nekatere razprave se v bistvu ponavljajo, ne, iz stoletja v stoletje. Poljska je bila center slovanstva recimo za katoliški tabor v Sloveniji že v 19. stoletju in tudi potem med obdobjem med obima vojnama je bila izredno aktivna ta katoliška Slovenija v okviru iniciative, ki se imenuje Slavia Katolika. V Ljubljani je v 30 letih celo potekal veliko zasedanje akademsko tega združenja, kjer je bila seveda prepoznana vodilna vloga ravno Poljski. In če gledamo zdaj iz tega stališča zgodovinskega odnos, bom rekel, različnih slovenskih vlad do pobud, kot so recimo V4, je zanimivo potem videti, ne, te paralele. Ker se pa tiče liberalnega tabora v Sloveniji, je bila pa seveda vedno izrazito poudarjena Češka. Ne. In Češka dejansko je imela ogromno vpliv na Slovenijo v 19. stoletju. Najbolj seveda zaljubljen v Češko pa je bil ljubljanski župan Ivan Hribar, ne, ki je potem tudi postal prvi veleposlanik kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Pragi po prvi svetovni vojni. Ampak on sam je pa potem doživel zgodovinski paradoks, zaradi tega, ker se je v bistvu nahajal v državi, do katere je čustil ogromno ljubezen, ki je bila pa takrat nekako osovražena zdaj v SHS, zaradi tega, ker je Češka se odločila po prvi svetovni vojni podpreti italijanske zahteve, kar se tiče Trsta. Ne. In takrat pride do velikega izgona tudi Čehov iz Ljubljane. Hočem reči, ti odnosi so kompleksni, kar se pa tiče pa južnih Slovanov, pa sploh pride v slovenskem razmišljanju, kar se tiče slovanstva do preloma v začetku 20. stoletja, ko se odkrije še ta južni del in ko pride do nekako sklepa in nekako konsenza v slovenski politični eliti, da v bistvu namesto, da se ukvarjajo še naprej z neoslavizmom, se pravi ker slavizmov je več, od avstroslavizma, neoslavizma, panslavizem je samo en od teh, ampak neoslavizem, ki je bil zopet češka ideja, je izhajal iz tega, da je treba se upreti Združeni Nemčiji na ta način, da se začne Avstro-Ogrska bolj naslanjati na Rusijo. In potem pa najdejo, ker pa seveda zelo kompleksno, težko izvedljivo, in potem v tem najdejo tudi zaradi aneksije Bosne in Hercegovine slovenski politiki, še posebej leta 1908, novo formulo, da v bistvu rešitev za Slovence kot takšne predstavlja to južno slovanstvo in da pot Slovenca do Slovana pelje skozi Jugoslovana. In da v tem smislu se v bistvu treba predvsem prizadevati za trodelno monarhijo, ki bo potem na ta način tudi eksistencialno rešila slovensko vprašanje. Tako da odnosi Slovencev do ostalih narodov so nihali od skrajnosti skozi zgodovino in zato tudi je težko predvideti kaj drugega kot to, da se bo to nihanje nadaljevalo tudi prihodnje. Lahko pa seveda na podlagi preteklih vzorcev poskušamo uganiti, kako bo izgledalo v praksi. Torej, dilema, ali bomo Rusi ali bomo Prusi, nas je potem pripeljala nekje na Zahodni Balkan oziroma v državo SHS ali kako? Nas je, ampak potem smo se pa zdaj zopet znašli med državami, ne, Evropske unije, NATO, med prvimi, skupaj zopet z nekaterimi starimi, bom rekel, zavezniki iz 19. stoletja, ne, skupaj s Čehi, skupaj s Slovaki. Zdi se mi izredno zanimivo, da smo zdaj prisotni na Slovaškem z največjim svojim kontingentom v tujini, z več kot 100 vojaki smo zdaj v Leštu na Slovaškem, tako da Slovaška kot taka, ne, pa je imela ravno zaradi Jana Kolarja izjemen vpliv na nas. Mi se ne zavedamo, da seveda Jan Kolar je napisal še eno gromozansko pesem, ki je mogoče še debelejša v tej knjige, imenuje se pa Hči slave. In ta Hči slave, ki je prvič izšla leta 1824, je navdušila slovanske intelektualce Habsburške monarhije. In ravno zaradi tega, ker govori o hčeri slave, slava z veliko, ne, spravi, slava kot mati Slovanov, je potem ta izraz postal izredno popularen pri nas.
In od tod Prešernov največ sveta otrokom sliši slave in potem tudi tista naprej zastava slave. Ampak zanimivo je, kako se potem to s časom pozabi. In zdaj mi pišemo tisto naprej zastava slave z malim s, ne, kot naprej zastava slave, ne, glory, ne pa slave kot slovanstvo, kot je bilo mišljeno prej. Tako da včasih mi sami pozabljamo, kako smo bili vpeti v te intelektualne tokove 19. stoletja, deloma pa tudi zato, ker je bil pogovorni jezik intelektualcev tistega časa, slovenskih, slovaških, čeških, pač nemščina. In ko je Kolar recimo napisal svojo razpravo o vzajemnosti plemen slovanskega naroda, je to napisal v nemščini. Ker so vsi znali nemščino, nihče tega ni prevajal. In mi še danes nimamo v bistvu integralnega slovenskega prevoda, tega ključnega teksta slovanskega medsebojnega razumevanja in enih ključnih tekstov tudi našega samopojmovanja. Če se vrnemo malce v leto 1997, takrat se je zdelo, ko sta bili Poljska in Češka pripuščeni v NATO, mi pa ne. Neka zamira se je skovala do tega, bom rekel, slovanskega sveta, če pač nas nočejo, pa mi pa ne gremo, pa naj njih imajo rajši. Danes se včasih tudi zdi, da v Bruslu rajš poslušajo Poljsko pa Češko kot Slovenijo. A obstaja ta slovanski tabor po vaših izkušnjah, ko se koordinirajo države med sabo? Imamo skupnostne interese, kjer bi se lahko koordinirali, kot so se naprimer države V4 do pred kratkim, ali je to popolnoma, bi rekel človek, bolj kulturna tema in dosti manj politična? Za uporabo, za dnevno uporabo, za dnevno diplomacijo. No, ta zavezništva, kar se tiče na politični ravni, so vedno na dolgi rok deloma nestanovitna. En zanimiv pokazatelj je seveda tudi V4, ne. Čeprav vendarle, jaz sem dobil občutek, še posebej v začetku tega leta, ko je šlo nekaj predsednikov vlad z vlakom, vključno s takratnim našim v Kijev, ne, da je šlo že skoraj da za deloma neko tako slovansko inicijativo, čeprav ni bila ubesedena na ta način, lahko pa bi bila, ne. Vendarle pa, in zato poudarjam, ne, da to ni za podcenjevati, vendarle pa na neformalni ravni vidite vedno, da ljudje iz teh krogov raje se potem pogovarjajo med sabo, govorim iz teh lingvistično bolj sorodnih krogov, kot pa z drugimi, ne. In v tem smislu se mi zdi zanimivo, kako se bo to potem razvijalo naprej, ko bo prihajalo v okviru evroatlantskih integracij do še večje socializacije, bom rekel, slovanskega članstva znotraj njih. Omenili ste obisk 3 predsednikov vlad spomladi letos v Ukrajini kot morebitno slovansko pobudo. Če bi jo takoj poimenovali, si drznem postaviti vprašanje, menite, da bi imela nekako bolj pozitiven odmev, kot ga je imela, ali... Torej, govorim ne samo v Ukrajini, ampak nasplošno v slovanskem svetu, ne? No, jaz mislim, da če bi prišel recimo do podpisa ene deklaracije ali pa poziva recimo šefov slovanskih držav, članic EU na Rusijo, da bi to imelo izredno globok simbolni prizvok, da to bi bilo eno sporočilo, ki bi ga pa zdaj na neki posebni ravni pa zelo prepoznali tudi v Rusiji in bi bila legitimnost takega sporočila popolnoma nekaj drugega, kot če bi rekli, da par držav članic, ne, pa meni to o tem pa tem vprašanju. Ampak v tem konkretnem primeru pa mislim, da bi vsekakor v bistvu Kremlju naredilo težavo. To pomeni, vračava se na izhodiščno tezo, da slovanstvo ni minulo, da je še aktualno in živo, je pa predvsem med ljudmi oblast ga manj začuti. In zdaj se postavlja potem še iz tega naslednje vprašanje, kaj pa prihodnost slovanstva? Je to sploh še relevantno, oziroma a imamo kakšno prihodnost, a ga bomo gradili na novih temeljih, a bomo objokovali slavno preteklost, ki je zares ni bilo, ali kakšna je ta prihodnost tega slovanskega povezovanja, mogoče skupnih odnosov, krepitev kakšnih alians oziroma zavezništev na tem področju, ki bi izhajala predvsem iz kulture, manj mogoče iz članstva v Evropski uniji, manj iz sosedstva ali iz česarkoli drugega? Jaz mislim, da si moramo v prihodnje predvsem prizadevati za to, da se med sabo bolje poznamo. V bistvu se prepoznamo, hkrati pa se ne poznamo dovolj dobro. Vojna, ki smo zdaj priča, je pokazatelj tega. Nenormalno je, da je toliko
stereotipov o eni in drugi strani med narodoma, ki sta si v bistvu zelo blizu. Tako da mislim, da to bi bila ena od zadev v prihodnje, ki bi se ji morali posvetiti. Vsekakor pa je prihodnost je vedno težko napovedljiva in še enkrat bi rad poudaril, da do slovanske ideje kot takšne, do njenega rojstva je prišlo v manjšem slovanskem narodu, ki se je znašel pod pritiskom neslovanskega. Torej, če želimo razmišljati o tem na konstruktiven način tudi naprej, da imamo čim bolj normalne odnose, je tudi pomembno, da o slovanstvu in slovanski ideji veliko vedo tudi na Zahodu, da bi tudi vedeli, da so sami jo sooblikovali, kako so k njej prispevali, kako so jo demonizirali in kako so v bistvu tudi sami ustvarjali to, o čemer se danes pogovarjamo. Gre za en vzajemen odnos in zato bolj, ko se pogovarjamo o tej dejanski realnosti, ki obstaja, bolje bo za vse nas. Ampak bolj kot se pogovarjamo, zdaj pa seveda prijemo do tistega ključnega vprašanja, kdo se mora pogovarjati. Je to politika, je to izobraževanje, saj boste rekli vedno najbolj enostavno vsi, to je že v redu, ampak kje je treba začeti? Naj bo to od spodaj navzgor, skratka treba izobraževati čim več v osnovnih srednjih šolah o vseh teh pomenih, ali to treba nekako, bi rekel človek, že v okvirih državnega sodelovanja, kje je tisto, kjer bi najhitreje dosegli to večje poznavanje, ker meni se zdi, da je pogostokrat stereotipi in zlasti predsodki do katerega koli slovanskega naroda izhajajo ali pa do katerega koli naroda nasploh izhajajo predvsem iz nepoznavanja. Ne? Torej, kje okrepiti to poznavanje po vašem mnenju oziroma na čem graditi? Bom obrnil vprašanje, na čem graditi? Kaj je tisto, kar lahko ustvari nek potencial za prihodnost? No, zdaj, zaenkrat mi v Evropski uniji nismo soočeni z takimi težavami, da bi se morali začeti organizirati na takšen način. Mislim pa vseeno, da kar se tiče kulturnega sodelovanja, vsaj med Slovani v evroatlantskih integracijah, bi bilo za razmisliti o uporabi mogoče že obstoječih okvirjev. Imamo tudi ta, kot veste, Forum slovanskih kultur, ki je baziran v Ljubljani, ki se ukvarja tudi s prevajanjem knjižnih del, ampak predvsem pa se mi zdi tudi na akademski ravni, da se poveča zavedanje o tem fenomenu. Ena od stvari, ki me je frapirala, ko sem pisal knjigo, je to, da v tudi teoriji o mednarodnih odnosih praktično ta pojem, ta fenomen ni prepoznan, čeprav sodobni, bom rekel, teoretični okvir mednarodnih odnosov ogromno dolguje ravno razvoju dogodkov v slovanskem svetu. Na vse zadnje je prišlo do teh novih kritičnih teorij, do prevlade prejšnjih realističnih teorij, ravno zaradi tega, kar se je zgodilo v Sovjetski zvezi, zaradi nastanka v bistvu 13 slovanskih držav. In zato je pomembno tudi, da na tej konceptualni ravni, da se uvede ta pojem, bom rekel, slovanstva v medsebojno tudi akademsko govorico in ne nazadnje, da mogoče celo dopolnimo učbenike o mednarodnih odnosih s posebnimi poglavji o mednarodni odnosi med slovanskimi državami. Mednarodni odnosi med slovanskimi državami, kaj pa, če govorimo o kulturni izmenjavi, ki je ponovadi tista, ki se nas najhitreje dotakne, danes smo konec koncev na sejmu knjige in verjetno pač prevodi so ena od temeljnih kulturnih del, ampak še kakšne druge kulturne izmenjave pa gotovo tudi pripomorejo k temu. Nedvomno, kultura je pomembna, ampak pomembno je pa tudi, da se med sabo, kot sem že rekel, bolje poznamo. Tukaj bi rad poudaril, da je po eni strani Prešeren kopiral veliko od Jana Kolarja, vključno z izrazom slava, po drugi strani pa mu je posvetil eno od svojih večjih zbadljivk, in sicer tisto, ki govori o slave pesih. Kajti po Janu Kolarju sicer je veliko, bom rekel, dialektov teh slovanskih plemen, ampak 4 so pa glavni in to je poljščina, ruščina, češčina in tako imenovana ilirščina. Seveda takrat ni bilo nikomur niti jasno, kaj naj bi ta ilirščina bila, ampak ta teorija je imela tako velik vpliv, da so tudi zaradi nje hrvaški kajkovci na koncu prišli na štokovski dialekt, da boste vedeli, kako močna je bila Kolarjeva beseda, Kolarjev vpliv v tistem času. Ampak seveda v tistem znameniti Vodici je pa se Prešeren vprašal, v redu, ti 4 jeziki, kaj pa ostali, kaj pa Slovenci, Slovaki, Beli, Hrvati, kaj pa tem slave pesom, lajat, tacelizat. Tako da tudi v tem smislu se mi zdi, da je pomembno
skozi kulturo se samo izobraževati in poskušati poskrbeti, da bomo vedeli čim več drugo o drugem. Navsezadnje smo videli tudi, da po vseh desetletjih v bivši Jugoslaviji kaj dosti drugo o drugem nismo vedeli. Ne? In tudi zato, preden sploh preidemo na možno, bom rekel, politično sodelovanje ali pa kaj drugega, se treba posvetiti, bom rekel, tudi tej kulturni plati. V bistvu treba nekje nadaljevati tam, kjer je Kolar začel, on je bil pa dejansko usmerjen v kulturno sodelovanje. Ker nam je čas pretekel in so nam ga skopo odmerili, kot to radi počnejo, bom žal na tej točki moral zaključiti. Zahvaljujem se vam za pojasnila, za izrazito, kako ne rečem, široko odgovore, ki so nam dali možnost za razmišljanje. Bi pa povedal samo nekaj, kar je izjemnega pomena, kar sem že napisal tudi v svoji recenziji knjige dr. Benedejčiča, da je knjiga izjemno delo, ki ga je v, kako ne rečem, teh dneh, torej meglenih, takrat so bili sicer deževni, ker sem knjigo bral spomladi, danes so spet deževni na pol, absolutno vredno vzeti v roke, tako da če še niste prebrali, vam jo toplo priporočam. Drugače vam pa, dr. Benedejčič, hvala za pogovor, vam pa prijeten dan še naprej.